Jaz sem Janin, verjetno me že poznate, tole pa Matjaž Prosen. Pozdravljen. Tukaj sva narisala tvoje poti, da si bodo ljudje lahko malo predstavljali. Se pravi, greva najprej tam na tisti ameriški del, malo povej, kje si bil. Ja, zdaj tu so bila dejansko 4 potovanja. V tistem času, ko sem rekel, da je bil v Severni Afriki, da so bili problemi. Prva je bila Venezuela, tle sem vlačil s sabo en napihljiv čoln in odveslal ta Orinoco. Čakaj, čeprav vidim, sem šel najprej sem, potem še sem, ali kako? Ja, je 2 meseca dolga doba in potem malo bluziš. Vsake toliko malo prišel nazaj v Caracas pogledati. Venezuela je bila takrat, recimo še kar dosti dobro stoječa in nočni avtobusi so bili fajn stvar za izkoristiti. Razen tega, da je -20 noter temperature. Ja, da navijajo klima tako, da to ni zares. Dobro, -20 ne, ampak +20 pa res, zunaj pa 40 stopinj. Je bila pa, no, ko smo preleteli v Venezuelo, se mi najprej zdelo, da jim klima na letališču ne dela, ko udari tista vročina. No, po 2 mesecih, ko sem prišel na letališče, sem moral se obleči in najdaljše rokave, ker je bilo kljub temu. No, Venezuela je bila taka zanimiva motivacija, Enja, znaš glasbo, ona je imela komad Orinoco Flow in sem rekel, wow, dober komad, gremo pogledati ta Orinoco. Kaj bo tele pike tukaj? Tole je bil Puerto Rico in tukaj pa ameriški pa britanski Deviški otoki. Tukaj vmes si ti veslal? Tle sem veslal, ja. Od Puerto Rica? Ne, od Puerto Rica do Deviških otokov. Si letel? Ne, z barčico. Tako, nazaj sem pa letel z eno cestno, ki je jih Sambara skupaj držala. Je bila kar, najbolj adrenalinska izkušnja je bila tista barčica, tista cestna, tista vrta. Še tam imamo en dolg otok. No, Kuba je bil pa en tak družinski izlet, tam sem bil pa s hčerko in partnerko, backpacking, tam smo pa Niste šli do Santiaga, niste prišli? Od Havane do Trinidada. S tem, da je bilo tudi tako, tam recimo pokličeš tisti hotel, nič nismo imeli rezerviranega in pridemo recimo v tisti hostel in sečem, tukaj smo. Kako, kdo pa ste? A niste dobili maila? Ja, se res nam dela internet brez slavo in so nam našli prenočišče še vsakič. Enkrat so celo ene goste iz ene sobe ven vrgli, ker smo mi imeli majhnega otroka. Kaj pa tole? No, čakaj, zdaj spravaš v Afriko še malo na manj. No, zdaj te 4 čačke, 5 čačk, dejansko pa predstavlja kar enih 20 let potovanj. V Jordani sem bil 2-krat, v Egiptu sem bil enkrat, v Tuniziji. Čakaj, za tisti precej ljudi, ki pojma nima, ki je kaj, tako da moramo povedati, tole je Jordanija, tole je Egipt, tole je Tunizija, tam je pa Maroko, Zahodna Sahara, pa Senegal, pa Mauritanija. Zdaj, to črto smo malo prenizko narisala, do Senegala sem prišel. In recimo ena taka država, v katero res ne bom nikoli več šel, je tu Egipt. Mogoče sem bil tudi malo v napačnem času, takrat je bila tista arabska pomlad. To se pravi, kdaj je leta 11? In takrat sem pristal tudi v zaporu za 3 dni. Malo zaradi tega tudi, ker sem malo ignoriral tiste njihove checkpointe.
bežal z motorjem tistim njihovim patruljam, ki so me hoteli spremljati. To boš še posebej razložil. Tam, kjer so me dejansko pobrali, ne tako reči, bili so zelo korektni, mogoče tudi zaradi tega, ker je bil konzulka je bila iz Ilirske Bistrice. Aha. In sem tudi prvo noč pri njej prespal. V Egiptu? V Egiptu. Čakaj, ni bil državšček nekaj časa konzul? Ne, ambasador, ampak konzul... A ja, tako? Ja, okay. No, in recimo tudi rekla je, da tisti večer, ko so me pohopsali, da so se pri njej zvrstele vse možne egiptovske policije, razen tajne policije. Oni vejo vse, brez da bi... A to si vse z motorjem predelal? Ja, oziroma tako je bilo. Pa še z biciklom si bil nekje? Z biciklom, Jordanija sem bil z biciklom, Maroko dvakrat z biciklom, Tunizija z biciklom, potem je bil premor, potem pa zadnje čase z motorjem, nazadnje sem bil 2019 v Maroku. Okay, če si šel v Sirijo, si priletel potem, oziroma Jordanijo, potem si imel bicikl, si plačal malo, praviš? Tako. Z motorjem si pa posluham prišel do tega? Ne, z motorjem je bilo pa tako, do Dženove, na trajekt in potem trajekt Dženova je tukaj. In potem imamo dve linije, ena je v Tuniziji, v Tunis in ena je v Tanžir. V Tanžir, ja. To je taka, dost... No, zdaj smo malo pregledali kako in kaj, da se bomo pa posebej lotila vsake od teh zgodb.